Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Vlasto Mlakar, ki je ambasadorka za dobro počutje in zdravje, in pogovarjali sva se danes o čem, Vlasta? Kako pomembno je, da se zavedamo, da ženske imamo to notranjo moč, samo moramo malo bolj raziskati. Ključno je, da si postavimo, katere so naše vrednote, da najdemo svoj, zakaj bi nekaj spremenili, in da si postavimo tiste drobne korake na poti do našega cilja, kjer na nas vodi disciplina in vztrajnost, in da verjamemo, da je mogoče doseči stvari, ki smo si jih postavili. Res je, zdravje je rezultat odločitev, ki jih sprejmemo vsak dan. Glejte nas na Ljubljana TV, oddaja Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih izpolnjuje. Odkrivamo, kako s svojim pogumom, intuicijo in edinstvenostjo ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca in prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z nami, ko bomo spoznali Vlasto Mlakar, izjemno žensko, ki razume, kje in zakaj ženske izgubljamo energijo, ter zna s svojim sočutnim in iskrenim pristopom pokazati pot nazaj do notranje moči in ravnovesja. Svojo strast je našla v zdraviliški oziroma wellness dejavnosti, kjer je skupaj s strokovnjaki ustvarjala celostne pristope za zdravje in dobro počutje. Tako je tudi nastal koncept wellnessa. Danes je ambasadorka zdravja in dobrega počutja, kjer združuje svoje bogato znanje, osebne izkušnje in poglobljeno razumevanje življenjskih izzivov. Vlastina filozofija je, da se resnične spremembe začnejo znotraj nas in da je naše zdravje rezultat odločitev, ki jih sprejmemo vsak dan. Predvsem pa je Vlasta ženska, ki je tudi sama šla čez številne izzive, skozi njih oblikovala sebe in svoje poslanstvo. Zato sem iskreno vesela, da je danes z menoj. Vlasta, srčno dobrodošla. Hvala lepa, Suzi, in počaščena sem za povabilo, da smem biti tukaj s teboj in deliti svoje izkušnje, ki bodo mogoče nekomu navdih ali spodbuda, da lahko naredi spremembo, kajti samo verjeti moramo, da je vse mogoče. Res je. Za začetek bi te vprašala, kdaj je bil zate v življenju tisti prelomni trenutek, tista prelomna situacija, dogodek, neki splet okoliščin, ko si prepoznala, da zdaj pa je dovolj, moram narediti neko spremembo? Izzivov je bilo kar veliko. Če bi me nekdo vprašal, ne vem, kako je tvoje življenje, če gremo recimo po kakšnih dimenzijah uspeha, in bi bilo, ne vem, zdravje od 1 do 10. Zdravje 5, posel 5, odnosi 5, partner 5. To se mi zdi, da bi bila kar ena mrtva črta in bi rekla, saj sem mrtev človek, saj sploh ne živim. Tako pa so bili vzponi in padci na različnih področjih. Sočasno ali? Včasih sočasno, ampak niti ne. Bolj mogoče bi osvetlila ene take 3 vidike. Recimo en tak pomemben vidik je bila moja osebna pot. Zrasla sem v družini z veliko ljubezni, spoštovanja, zaupanja, eni taki res dobri temelji. In sem se sorazmerno mlada poročila, za današnje čase, pri 22 letih bila noseča, in vem, da starša nista bila najbolj za to, da jaz se poročim. Ampak glede na to, v kakšni družini sem živela, jaz hočem, da je moja družina tako, kot je naprej, da ima očeta, da ima mamo, da je eno dobro gnezdo, in v začetku tudi tako je bilo. Ampak potem počasi so se začele te razlike med nama večati. In
nekako videla sem, da sploh niso iste vrednote, kakršnih sem bila jaz vzgojena. Nič ni narobe bilo s tem človekom, on je pač izhajal iz druge družine. Ampak midva nisva delala skupaj, kot da bi rekel, aha, en hoče iti v Rim, drugi hoče iti na Dunaj. In jaz sem se odločila in sem rekla, jaz tako nočem živeti. Ne vem še danes, kje sem zbrala tisto moč in pogum, mogoče spet iz tega, ker sem videla, kako je lepo živeti, da sem rekla, jaz imam to dovolj. Pa sta bila 2 otroka najstnika, 10-12 let staro. Biti mama samohranilka, za vse skrbeti, oba dva tudi športnika, veliko obveznosti, jaz zelo odgovorno službo, ampak sem rekla, ne, jaz nočem več tako živeti. Ali je bilo lahko? Ni bilo lahko. Tudi predvsem je bilo težko, ker otroci ločenih staršev so poškodovani otroci. To nekaj te zaznamuje. Ja, ti lahko greš naprej, ampak nekje od zadaj veš, da se je nekaj zalomila in en košček, kot da ti manjka. To je bila ena taka ključna prelomnica zame, ampak rekla sem, ne želim tako. Ni bilo razloga, da bi bila drugi moški, druga ženska. Ni bilo odgovornosti. Meni pa odgovornost je na enem visokem nivoju. Potem ena taka druga je recimo posel. V poslovnem svetu enako. Bila sem na kar nekaj takih zanimivih funkcij, od direktorskih članov uprave, velike tudi odgovornosti. Ampak ko so se te vrednote razgubile, ali ko niso bile enake, jaz sem rekla dovolj. Jaz tako ne grem. Jaz se spomnim, mama je rekla, a si ti nora? Takrat sem bila ločena z 2 otrokoma, najstnikoma. Rekla, ok, sej ni problem, da ti iščeš drugo službo, vse je ok, ampak ne moreš reči ne, preden nimaš nekaj drugega. Sem rekla, mama, znam delati, bilo kaj bom delala, šla bom v gostinstvo, ni me strah. In ko te ni strah, greš lahko naprej. Jaz sem potem dobila, headhunterji so prišli k meni in so mi ponujali službe, ampak resnično me ni bilo strah. Si v bistvu zaupala vase, ne? Ja, zaupaš čisto vase. In ena taka tudi prelomnica, če pa grem na telesno področje ali pa na področje zdravja, s katerim se tudi ukvarjam, se spomnim, ko sem delala na projektu, jaz sem bila prej športnica, res aktivna, treningi, ko sem bila športnica vsak dan, kasneje tudi, ampak potem, ko sem šla na en projekt, 10 do 12 ur na dan dela, vedno sediš, nič, nobenega gibanja, zdrave prehrane. Jaz se pogledam v ogledalo, gledam od kolena gor, pomarančna koža. Sem rekla, to ne gre. Sem rekla, jaz nočem biti takšna. Imela sem svoje standarde in svoje vrednote. Marsikdo bi rekel, saj to ne gre, to se ne da. Ampak jaz sem rekla, kako se ne da, vse se da. In sem rešila disciplino. Ker je pomembno, v bistvu, da na vsakem področju svojega življenja res poslušamo sebe, prepoznamo, kaj nas drži v nekem odnosu ali v neki službi ali kakšen odnos imamo do svojega telesa in zato prevzamemo tudi odgovornost. In za otroke je zagotovo boljše, da živijo bom rekla, v ločenih družinah, ko pa da spremljajo starše, ki ne živijo več kakovostnega odnosa, kaj ne? Ampak vseeno je energijo, ki jo mi izgubljamo, ko ostajamo v nekih okoljih, ki smo jih prerasli ali pa ki niso več v skladu z našimi vrednotami, zahteva veliko ene moči. Kje si jo našla sredi teh izzivov? Jaz mislim, da je moč imamo vsi v sebi. V nas je. Zdaj, kako jo prepoznati? Kako jo potegniti ven iz sebe? Jaz mislim, da so ključne vrednote, ki jih imamo, če se mi zavedamo, kdo smo, pa tudi, če nismo v tisti zgodbi takrat v popolnosti, ampak kaj želimo biti. In če sem povedala prej zgodbo, recimo osebno izkušnjo in ta ločitev, ne, jaz sem kar obstala, jaz nisem mogla razvijati svojega potenciala, ampak želela pa sem, vedela sem in tudi moji standardi so bili visoki in ko mi se zavemo svojih vrednot, kdo sem jaz,
in kakšno življenje želim živeti, potem samo sledi tem svojim vrednotam, ne spuščaj standardov. Dviguj jih in išči, ker mi smo prišli na ta svet, da damo dodano vrednost. Jaz nisem prišla na ta svet se roditi, se vleči in čakati, kaj se bo življenje zgodilo. Jaz sem prišla, da odkrijem svoj potencial, da naredim, kar je potrebno. Vsakdo lahko naredi, kar lahko. To zame ni dovolj. Naredi, kar je potrebno. In dodaj vrednost, ker s to vrednostjo boš ostalim omogočil, da bodo lahko tudi oni živeli polno življenje. Pa tudi, ko ostaješ v stiku s samim seboj in slediš sebi, dejansko gradiš življenje, ki je v skladu z resnico tvojega srca, ki potem postane globoko izpolnjujoče in osmišljeno. Kaj ne? Predlagam, da zdaj greva na en kratek odmor in se vidimo kar kmalu. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Vlasto Mlakar, ki je ambasadorka dobrega počutja in zdravja. Vlasta, ti veš, kje in zakaj ženske izgubljamo energijo. In res, običajno smo ženske v tem razdajanju naše energije kar nekako brezmejne, kaj ne? Tudi sama sem vrsto let živela tako, da sem vse drugo postavila pred sabo, za sebe ni bilo časa ali je zmanjkalo časa in energije, ampak to nas prej ko slej pelje po spirali navzdol, kjer se potem srečamo z nezadovoljstvom, z utrujenostjo, z izžetostjo, z izgorelostjo. Misliš, Vlasta, da je težava v tem, da v vrtincih življenja ženske preprosto pozabimo na sebe, ali zato, ker ne sebi, pa ne drugim ne znamo postaviti zdravih meja? Razlogov je veliko. Ženske mogoče se v prvi vrsti premalo zavedamo, kakšno moč imamo v sebi. Že recimo, jaz delam tudi meritve telesne sestave in ko pogledamo žensko, moško telo, ta zamaščenost notranjih organov, imamo enaka merila. Ko pa gledamo celokupno zamaščenost, imajo moški manj maščobe, ženskam je recimo dovoljeno imeti več celokupne maščobe. Zakaj? Ker rabimo to energijo za našo moč. Zdaj, kje pa zgubljamo? Odgovori so včasih čisto preprosti, ampak mogoče si premalo vzamemo čas in pogledamo. Ena takšnih zgub naše energije je, ko vse preveč dajemo, ne znamo pa sprijeti. Čisto, ne vem, en praktični primer, nekdo pride, reče, o, Vlasta, kako imaš lepe čevlje, taka visoka, elegantna peta, poudari še tvojo postavo. Kaj ponavadi rečemo ženske? Te so stare, te so neki potegnile, meni zamare. Kupila sem jih tam, dala sem samo 40, zadnji par je bil. Namesto, da bi rekli, ni pomembno, koliko stanejo, kje si jih kupil, ali si jih celo dobil, pomembno se ti dobro počutiš. In preprosto rečeš hvala. Ja, in če bi rekliš hvala, lepo, da si opazil, super, odlično se počutim in še sebe pohvališ. Mi pa gremo, ne znamo sprejemati. Druga takšna je, da ne znamo postaviti mej. Ne znamo reči ne. Pa sebi ja, ne? Ja, vse bomo naredili, vse bo. In potem je spet tretja težava, ko nekako pride stres, pa preobremenjenost in potem vodi v različne bolezni. In je spet težava. Ena pomembnih stvari je tudi, da ne znamo negovati svojega telesa. Ampak vse stebre. Fizično telo, duhovno, umsko, energijsko in čustveno. In pozabimo, sej bo, sej ni treba in potem se kar naberejo kilogrami, pa nikamor ne gre. Pomembna je skrb za naše telo. Potem je, kje še lahko zgubljamo energijo, ko preprosto želimo biti popolne. Vse bomo mi naredili. Prevzemati odgovornosti, ki sploh niso naše. Ena zelo tudi spet pomembnih stvari je, ne znamo se povezati z notranjim jazom in poiskati in raziskati, kdo sploh jaz sem. In še ena meni taka res zanimiva,
živimo veliko v preteklosti ali v prihodnosti. Ne znamo živeti tukaj, tukaj in zdaj. Ja. In če živiš v preteklosti, stalno nekaj obžaluješ. Joj, pa kako je bilo včasih, pa se to ni zgodilo, pa zakaj nisem tega naredila, pa jo. Ne, in potem padeš v depresijo. Ali pa živiš preveč v prihodnosti in potem tisti strah, kaj pa se bo zgodilo. Ne, živi tukaj in zdaj, daj vse od sebe ta trenutek in zdaj naredi, kar je potrebno. In če se vsake toliko ustavimo in naredimo ta reset, jaz rečem 2-krat na leto, pogledaš vse, osebno življenje, posel, svoje zdravje, če je vse ok, imaš 15 minut dela sam s sabo. Če pa ne, pa greš v spremembo. Omenila si popolnost, v to zanko se ženske res velikokrat ujamemo, iščemo to oziroma nekaj od tega, kar okolica v bistvu pričakuje od nas, te zahteve, ampak še bolj mačehovske smo same do sebe in se res stremimo k temu, da bi dosegle popolnost in to na vseh področjih življenja, ne? Torej, skrbne matere, ljubeče partnerice, vedno prisotne prijateljice, karierno uspešne in po možnosti še brezhibnega videza, ne? Da ne govorimo o tem, da si še ob vsem tem nasmejan in dobre volje, ne? Ampak tudi to je spet eno kolesje samouničevanja, ne? Ker naša moč kot ženska ne leži v iskanju popolnosti, ampak v tem, da si pristen in to, kar ti si, izražaš navzven. Kako si ti, Vlasta, izstopila iz tega kolesa? Še preden povem, ker sem me zdaj spomnila, jaz že nekaj časa nazaj, ne, sva sedela z možem in mu dam jaz listek in rečem, prosim, napiši 5 stvari, ki te moti pri meni. In on reče, nič me ne moti. Sem rekla, daj malo se potrudi. In tako nekaj časa sva komunicirala, mogoče se mi hotel zameriti. Ne, vse v redu. Sem rekla, glej, mi pomagaš, da jaz postanem boljša. In končno on napiše 5 stvari in mi da listek. Jaz tisto pogledam, rečem, o super. Strgam listek in rečem, popolnih žensk ni. In sva se oba dva nasmejala. In mogoče recept, kdaj, če se čutimo, da je pritisk na nas, naredi nekomu, napišimo. Daj, kako sem jaz izstopila, spet smo pri vrednotah. Kdo sem jaz? Ali želim takšno življenje? In ko so se mi zgodile situacije, sem rekla, tako ne gre. Recimo, primer vsaj 10 let nazaj že. Sem stopila na merilno napravo, ko je izmerila mojo telesno strukturo in sem ugotovila zamaščenost celega telesa preko normalnih, v rdečem. Hidracija pod minimalno, zamaščenost notranjih organov nenormalna, vitalna starost telesa 15 let več. A sem to jaz? Ne, to nisem jaz. In kaj sem naredila? Čeprav imam veliko znanja o zdravju, sem poiskala pomoč. Šla sem tudi v eno skupino, ženska, ki me je vodila, vem, da je imela manj znanja od mene. Ampak ne gre za to, da je imela znanje, gre za to, da sem jaz sledila enemu procesu, sem ji zaupala, rezultati so bili izjemni. Včasih se bojimo poiskati pomoč. Ženske smo v bistvu bitja povezovanja, ne? Nam je ta skupnost pomembna in nas tudi potem v nekih takih spremembah bistveno lažje podpre, ker ko smo pa same in brez prave smeri, brez prave energije, brez volje, je ta prvi korak običajno zelo težko narediti. Ja, veš, recimo, jaz se spomnim 4 leta nazaj, jaz sem včasih izvajala vadbo tudi v živo. Potem je pač prišel lockdown in smo šli preko Zooma. In jaz res tudi danes, vsak dan imam vadbo online, se mi pridružijo, tudi v posnetkih z Vlasto malo drugače. In se spomnim takrat, ko je ena od teh žensk rekla, joj, kako sem ti jaz hvaležna, da ti tukaj res si za nas in telovadiš. Ampak ko si omenila to moč in povezavo, jaz sem rekla, jaz sem vam hvaležna. Zaradi vas jaz vsakokrat vstanem in oddelam, zaradi vas sem jaz tudi boljša. In ta povezava, ko se povežemo in ena drugi pomagamo, enkrat je en terapevt, drugič je drugi terapevt, nas lahko pelje naprej.
In tukaj je naša moč, ženske se znamo povezati. Ja, in je to ta podporna moč, ko druga potem dejansko okrepi, podpira, ko ni potem primerjave, pa ni kritiziranja, ni v bistvu dejansko se podpreš v isti želji po tej spremembi. Pa nisi sam, ne? Pa nisi sam. Pa vedno ti nekdo drži prostor. Točno tako, točno tako. Bova nadaljevale po odmoru. Se vidimo kmalu. Dobrodošli nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Vlasto Mlakar, ambasadorko za zdravje in dobro počutje. Vlasta, pogovarjali smo se o tem, da ženske izgubljamo energijo zaradi različnih razlogov. In tudi če že zberemo ta pogum, to moč za ta prvi korak, običajno mislimo, da morajo biti te spremembe neki drastični koraki. Resnica pa je v tem, da nas mali, preprosti koraki v bistvu pripeljejo do cilja. Kateri so bili pri tebi ključni koraki, da si prišla nazaj v svojo notranjo moč in ravnovesje? Res je, mali koraki, malenkosti štejejo, včasih si mogoče niti ne mislimo, kako pomembne so te male stvari, ampak predvsem je ključno to, da gremo v ravnovesje. Da nikoli ne preskakujemo, da ne gremo v en ekstrem ali pa v drugi. In kaj pomeni to ravnovesje? Zdaj poznamo 2 zunanja stebra, pa 4 notranje človeške. Zunanji so, se pravi, okolica, kjer mi živimo, okolje, ne vem, v Sloveniji živim, ne živim v Afriki, ali pa v družina, v kateri sem, okolje, v katerem sem odraščala, ki mi spet narekujejo svoj tempo. Če pa govorimo o notranjih stebrih, so pa fizično telo, duhovno, energijsko pa emocionalno. In če tudi se nam zelo zaplete na čustvih, ne pomeni, da gremo zdaj z vso energijo čustva reševati, ampak vzporedno s tem tudi poskrbeti za, ne vem, za gibanje. Za gibanje, ker skozi gibanje tudi potem nekako čustva razgradiš. Po malem, ne, boš večjo pozornost dal tam, kjer je ključni problem, ampak ne pozabiti na ostale. Ker potem spet daš v eno stran in spet padeš, ko ni tega ravnovesja. Ravnovesje je ključno. Poskrbeti za vse malo. Kot če bi rekel, ne vem, zdaj se bom pa gibala, bom pa zanemarila hrano. Vse hrana ni pomembna. Kako, če mi daje energijo? Ključni pomen je hrana. Kako? In ko sem jaz šla reševati, sem rešila pogledati tako prehrano, tako gibanje, tako vadbo, tako počitek, ki so ključni elementi. In tukaj sem najprej našla ravnovesje in šla naprej po malem naprej. Ja, ker če je telo zdravo pa stabilno, lažje potem tudi se spet s čustvi ukvarjamo in z mentalom. Nekako male korake delati torej na vseh ravneh. Ja, je pa zdravje ključno, ki si povedala. Ker dejstvo je, če nisi zdrav, ne moreš biti srečen. Lahko se na glavo postaviš, jaz sem super, sem fajn. Če nisi zdrav, nisi srečen. Ja, ker potem se samo s tem ukvarjaš, ker ko enkrat zdravje izgubiš, tudi vse ostalo izgubi nekako na pomenu, ker potem se moraš spet najprej na telesni ravni sanirati. Ampak tudi, ko mi gremo v neke spremembe, pa naredimo te prve korake, nas nekaj časa drži pokonci ali pa na poti volja, motivacija, ampak vsi vemo, da to kar hitro ugasne, da vztrajati na tej poti predstavlja potem največji izziv. Ti temu celo tako slikovito rečeš, da moraš vsak dan narediti odločitev in izbereš med bolečino discipline in med bolečino obžalovanja. Ampak kaj bi ti svetovala ženskam, ki imajo izziv z začetki oziroma potem z vztrajanjem na poti? Zdi se mi zelo pomembno, da najdeš svoj zakaj. Zakaj bi naredil to spremembo? Ker ko ti veš zakaj, potem ni težko nekaj tega narediti. Kot recimo, ne vem, otrok, ko je mali, pa se plazi, pa hoče vstati, pa mu pomagaš. Ali mu boš pomagal, da bo shodil, ali boš pustil, saj ti ne znaš, ne gre. Zato
In imaš močen zakaj, ne vem, otroku pomagati. In tudi pri nas, ko rečem jaz, ko sem jaz videla recimo, ne vem, moje noge, ki so bile polne celulite, jaz nočem takšna biti, moj zakaj je bil, jaz hočem imeti gladko, ampak da se razumemo, ženska, ki nima celulita, ni ženska, ne sme pa biti celulit viden. Mora biti koža gladka na pogled. Ok, če stisneš, nič hudega, če je malo celulit. In ko veš, kaj hočeš, potem vsak dan znova preberi svoj cilj, svoj zakaj, ti bo pomagal, da greš korak naprej in je ta disciplina in se zaveš, ko že to narediš, odkljukaš in rečeš, aha, se zmorem. Ampak ta disciplina, da ne boš obžaloval, pomeni, da vztrajaš, dokler ne zmagaš. In takrat veš, da si sposoben tudi velike korake premagati. Zdaj, če govorimo to v zdravju, ne, rečeš, a moraš telovaditi, prehrana, in enako je v poslu. Če si ti napišeš male stvari, kaj bom danes naredil, in ko konec dneva odkljukaš, rečeš, jaz pa se jaz zmorem. Tako pridobiš tudi tisto motivacijo in zavedanje, da si sposoben. Ker tukaj izgubljamo, mislimo, da nam ne bo uspelo. In lahko pa rečeš, ne bom, danes se mi ne da. Ampak kaj se potem zgodi na dolgi rok, obžaluješ? Zato pa je disciplina, ne? Disciplina te v bistvu potem pelje preko tega, da tudi ko ti ni, ti to narediš, ker veš, da dolgoročno je pa to pridobitev, je dodana vrednost, ti se začneš spreminjati, boljše se počutiš, zdravje se ti okrepi, energija se ti povrne, ne? In potem je ta izbira postaja z dnevom vedno lažja, zato ker se zavedaš, kaj ti ta disciplina v bistvu prenaša, ne? Ena samo dodano vrednost, ampak mali koraki, ne se zagnati v velike spremembe. Mali koraki, točno to, in zato je, ko mi pademo kdaj in ko nam ne uspe, je vse, kar smo lahko hvaležni, da se nam je zgodilo, ker ti mali padci na začetku nas pripravijo, da smo kasneje sposobni narediti velike stvari. Res je. Ja, jaz zase vem, da na poti teh sprememb so najboljša, najmočnejša sidrišča dobre dnevne prakse. Neki rituali, ki si ga zadal, zato ker veš, da je to tisto, kar te sidra v dobro počutje. Imaš ti kakšen taki ritual, ki bi ga zaupala našim gledalkam in gledalcem, da bi tudi sami ga lahko hitro umestili vsak dan in tudi hitro okusili to dobrobit discipline? Jaz lahko povem, kaj jaz počnem. Ni pa to recept za vsakogar. Prav je, da pogledamo, kaj nam pomaga iti naprej, ker tudi odvisno glede v kakšni situaciji smo. Če smo mi, da imamo težave, da vem, s prekomerno težo, bo drugače, kot če imamo težave z našim fokusom ali pa z našim počutjem. Ampak recimo, ko smo v eni taki stabilni zgodbi in želimo preventivno delovati, je dobro, ne vem, zjutraj, preden vstaneš, raztegneš svoje telo, potegneš eno nogo, drugo, stegneš roke, stegneš ven, se usedeš na rob postelje. Posebno, spet bom zdaj govorila specifike, če imaš težave s pozornostjo in to, privošči si dihanje. Podihaj. Dihaj skozi nos, dihaj s trebušno prepono. Potem, recimo jaz vstanem, ali dihanje, tudi meditacija včasih, vstanem pred 5. Zakaj? Ker mi je škoda dneva. In potem pripravim si zajtrk, najprej seveda dobro hidriram telo, kakšno alojo, zelišča, tudi napitek, ne vem, iz svežih oljčnih listov, in potem imam vadbo. Imam preko Zooma online, tako da lahko se tudi drugi priključijo ali pa gledajo po posnetkih, telovadim, fit vadba, energijska vadba. Zlasti malo drugače je res in fit in zaključim z energijsko. In po vadbi imam zajtrk z vsemi hranili. In potem dan se drugače začne. Skrbim tudi za izobraževanje, grem na različne, za fitness inštruktorja, učitelja integralnega dihanja, vse te stvari, ki mi pomagajo najprej meni, potem pa da tudi še podelim zanje. Ključno se mi pa tudi zdi v tem, recimo dnevnik hvaležnosti. Jaz pišem dnevnik hvaležnosti, se vsak dan zahvalim, ker pri hvaležnosti ne boš dal fokus na nekaj, kar ni okej.
Ne moreš dati fokus, jo danes mi je počela cev, sem hvaležen, da je počela cev. Ja. Sem hvaležna, da je slana pomorila solato. Ne, hvaležen si za sonce, za vodo, za zrak. Ni nekaj samoumevnega, za dobre odnose, za ljubečega partnerja, otroke in tako dalje. Ja, res je. To so tisti mali rituali. Rituali, ki se slišijo, da to ni nič takega, ne? Ampak ko jih pa začneš seštevati, pa ti res spremenijo dan in vsak dobro začeti dan se prevesi v dobro začete tedne in tedni v meseca in potem naenkrat vidiš, da imaš spet več energije, več dobrega počutja, da lahko več sebe podeliš z drugimi. Kaj bi bila tvoja zaključna misel, Vlasta, najinega pogovora za naše gledalke in gledalce? Jaz bi vsem ženskam, ki so se mogoče našle na razpotju, pa ne vejo, kako naprej. Vzami si čas zase, podihaj, zadihaj, predihaj in spusti. Veliko nas stvari, ki nas držijo, nas vežejo nase in potem nosimo cele kovčke, prtljage, nepomembne, spustimo jih, ni tam. Živimo danes, tukaj in zdaj in ohranimo svojo pristnost. Ne rabimo ugajati vsem. Našla se bo pa ali sorodna duša, ali pa poslovni partner, ki bo želel točno takšno žensko, kot si ti sama. Najlepša zaključna misel. Srčna hvala, draga Vlasta, da si bila danes pri meni in z nami podelila svoje dragocene poglede, modrosti, kako se lahko ženske res povrnemo nazaj v svojo notranjo moč, v ravnovesje, v pristno moč, v edinstvenost in da te spremembe sploh ne rabijo biti velike, ampak da so to mali koraki, ki se seštevajo in dolgoročno prinesejo potem neslutene rezultate. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da ste tudi vi ob tem pogovoru začutili, da ima vsak od nas moč v sebi sprejeti neke odločitve, narediti spremembe, izbrati zdravje, če se le odločimo stopiti na pot samospoznavanja, sprejemanja odgovornosti in razvijanja discipline. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič. Hvala.